Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 6. november 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Samo preizkus z alkotestom, če tudi pozitiven rezultat udeleženec v prometu prizna, po mnenju ustavnih sodnikov ni več dovolj za dokazovanje prekrška. Mariborski kirurgi med prvimi v svetu ustavljajo revolucionarne polževe vsadke. Presenečenje v Račah, kjer je tretji ligaš premagal drugoligaško Krko. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Samo preizkus z alkotestom, če tudi pozitiven rezultat udeleženec v prometu prizna, po mnenju ustavnih sodnikov ni več dovolj za dokazovanje prekrška. Ustavni sodniki so razsodili, da je del zakona o pravilih cestnega prometa neustaven, tisti, ki določa, da je strinjanje z rezultatom alkotesta dovolj za dokaz, da je voznik vinjen. Po novem to ne bo več zadostovalo, saj indikator alkohola ni dovolj zanesljiv dokaz, Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. O tem danes v Večeru Elizabeta Planišič, pozdravljena. Pozdravljen. Beti, zakaj ustavno sodišče meni, da voznik nima dovolj znanja, da bi potrdil točnost alkotesta? Iz preprostega razloga, ker tudi če ve, kaj je pil, kaj je jedel, katero alkoholno pijačo je pil, kakšno je njegovo v bistvu mentalno, telesno stanje, je vsekakor izračun tega, koliko vsebnosti alkohola imaš v tistem trenutku preveč zakompliciran, da bi ga računali sproti na terenu. Po drugi strani pa se že nekaj časa poudarja, da torej ti alkotesti niso naprave, ki bi v bistvu imele torej to vrednost merjenja. In zaradi tega torej odločitev ustavnega sodišča, da ne veljajo ti preizkusi. V bistvu gre bolj za to, da ne veljajo, ampak so v bistvu torej samo kot nek preliminarni test. Torej, če ti pokaže ta alkotest, da je torej vsebnost alkohola v tvojem telesu obstaja, oziroma da je preko meje, potem je pač v bistvu potrebno še nekaj drugega, da se torej ta vrednost določi. To so pa torej ali etilometri ali pa torej strokovni odvzemi krvi in ki se pokaže, kjer se izračuna pač vsebnost alkohola. Ti strokovni odvzemi krvi bi se torej morali izvajati ob vsakem merjenju vsebnosti alkohola v krvi? Ja, nekako tako je zdaj razumeti, čeprav verjetno bo našel zakonodajalec neko drugo možnost. Največji problem tukaj obstaja, ker torej zatem, ko ti podpišeš, da pa se pač strinjaš za tem alkotestom, če tudi je pozitiven, se nekako samo ovadiš, čeprav zdaj tukaj težko govorimo o ovadbi, ker ne gre za kaznivo dejanje, ampak nekako se samo prijaviš in v bistvu ni pa te, kakor pravijo sodniki, te varnosti, torej, da bi te naprej opozorili, da nisi dolžen, tako kot v kazenskem postopku, torej izpovedati zoper sebe. In nekako te varovalke ni in pravijo, da zato seveda posega ta odločba, ki so zdaj razveljavili v torej domnevo nedolžnosti, ki jo imamo seveda zapisano v ustavi. Za izvajanje merjenj bi bil torej najbolj merodajen etilometer. V čem se alkotest, ki ga večinoma uporabljajo policisti, razlikuje od etilometra? V prvi vrsti je precej dražji, tudi nekaj tisoč evrov. V drugi vrsti so v bistvu to zelo nepriročne naprave, ker gre za v bistvu torej približno pol metra, kar 30 centimetrov visoke škatle, podobne printerjem, ki jih težko imajo policisti v avtomobilih. Razlikujeta se pa torej po tem, da torej, kot smo že rekli, alkotesti so zgolj indikatorji, torej pokažejo prisotnost alkohola, medtem ko pa etilometri, čeprav v obe napravi pihaš, ti pa v bistvu torej bolj natančno izračunajo vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Omenila si, da so etilometri dražji, večji. Koliko jih poseduje slovenska policija? Jih ima dovolj? Ja, v tem trenutku, glede na odločitev ustavnega sodišča, zagotovo ne, ker jih je samo 20 v celi Sloveniji. Zdaj pa recimo v lanskem letu mislim, da so se uporabili 100-krat, medtem ko pa da so naredili policisti več kot 300,000 alkotestov, kar v bistvu pove, kakšno je razmerje med enimi in med drugimi. Postopki preverjanja alkoholiziranosti bodo sicer še naprej potekali po starem. Zakaj takšna odločitev? Takšna odločitev zaradi tega, ker so se ustavni sodniki očitno zavedali, da v bistvu torej njihova odločitev o tem, da razveljavijo pač eden od členov zakona o pravilih cestnega prometa, bi lahko na drugi strani ponesla seveda dramatično poslabšanje varnosti v prometu, kajti vprašanje je, kako naj policisti zdaj izvajajo nadzor nad tistimi, ki v bistvu vozijo pod vplivom alkohola. Še sploh, ko vemo, da se v bistvu pri
da prihaja Martinovo, da prihajajo božično in novo leto, kjer je v bistvu ponavadi število tistih, ki pač sedajo za volan pod vplivom alkohola večje. Tako da vsekakor velja apel za volan, samo trezni. Seveda se zna zdaj pojaviti več sodnih procesov zaradi tega, ker pač je ustavno sodišče tako odločilo? Ne, za nazaj seveda to ne bo razveljavilo. Vse na nazadnje tudi temu človeku, ki je v bistvu torej sprožil postopek na ustavnem sodišču, njegovi postopki niso bili spremenjeni, oziroma odločitve, ki jih je njemu izreklo sodišče, niso bile spremenjene. Gre pa samo za to, da v bistvu torej nekako varovalko vzpostavimo za naprej. Čeprav je zanimivo, po današnjem preverjanju nobena od naših okoliških držav tega ne usporava, ne problematizira torej tega ukrepa, čeprav imajo vsi enake postopke. Torej najprej indikator in če se seveda voznik strinja, je postopek zaključen in sledi pač kazen. Medtem ko samo, če se ne strinja, potem grejo v bistvu naprej, tako kot je bila pač praksa pri nas do sedaj. Ok, hvala Beti. Še tega vprašam? Prosim, vprašaj. Koliko si že pihal? Pihal sem že, pa mislim, ne 10-krat ne, ampak vsaj 5-krat zagotovo. Si kdaj napihal? Preko meje nikdar, hvala Bogu. Sem pa, mislim, da enkrat med prav to akcijo, ki v tem trenutku v Sloveniji poteka, torej Slovenija piha 0-0, šel malo čez 0-0, ampak policisti so mi vseeno izdali vabilo na koncert, kar je nagrada, mislim, da vsako leto, če pihaš 0-0. Moram vrniti vprašanje, ali zaključimo tukaj? Me lahko vrneš. Pihala enkrat, ne pihala nikoli. Le enkrat si pihala, no. Enkrat. V vsakem primeru, kot je dejala Beti, držimo se predpisov, vozimo kulturno na cesti, strpno in seveda brez vsebnosti alkohola v krvi. Podrobnosti o tej temi, o kateri smo zdaj govorili, pa seveda v Večeru in na večer.com. Mariborski kirurgi med prvimi v svetu ustavljajo revolucionarne polževe vsadke. Na kliniki za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu v UKC Maribor so opravili prvo operacijo vsaditvijo novega pametnega sistema polževega vsadka, ki je na evropskem trgu dober mesec dni. To je prvi polžev vsadek na svetu, ki omogoča nadgradnjo njegove programske opreme. Polžev vsadek ima zdaj integrirano programsko opremo. Te sisteme se lahko posodablja, tako kot recimo pametne telefone, je povedal dr. Janez Rebolj, ki je z ekipo opravil operacijo. Prva dva prejemnika novega vsadka sta odrasla, v prihodnje pa bodo potencialni kandidati zanj lahko vsi, ki potrebujejo polžev vsadek. Pacienti so lahko otroci ali odrasli. Velika korist se je izkazala s presejalnimi testi pri zelo majhnih otrocih. Če gluhim otrokom hitro vstavimo polžev vsadek, lahko osvojijo govor in se tudi normalno vpišejo v šolo. Je Rebolj predstavil pomen te tehnologije. Zgodbo je pripravila Jana Juvan, v celoti jo preberite na večer.com. Nogometašem Rač je uspelo. Drugo leto zapored so se prebili v osmino finala pokala NZS med top 16 moštev tega tekmovanja, kar so tudi napovedovali. Domači tretji ligaš je včeraj popoldne na igrišču, kjer uradne tekme ni izgubil že točno 2 leti in en dan, z odločilnim golom Nejca Pipenbacherja v 83 minuti z 2-1 premagal moštvo iz lige višje, drugoligaško Krko iz Novega mesta. Na drugi včerajšnji tekmi v Kuzmi je drugoligaš Jadran iz Dekanov s 3-0 opravil z domačim Tromenikom, članom 5. lige, in se bo v osmini finala pomeril z Malečnikom. Račani bodo igrali zmagovalcem zadnje tekme 16. finala med Odranci in ravenskim Fužinarjem. Več športnih vsebin, tudi intervju s Petarjem Stojanovićem, ki danes gostuje z Legijo v Celju v konferenčni ligi, preberete na večer.com in na športnih straneh Večera. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 6. novembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Vabimo vas tudi k poslušanju ostalih naših podcastov. Včeraj smo objavili Moj uspeh s Tadejem Glavačem, danes v Ringelšpilu gostuje Ian Hodko, jutri je znova na sporedu Večer za vikend. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselimo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.